Slovenska vlada nima nobenih argumentov, ki bi jih imela pripravljene za to, da bi lahko arbitražo obrnili sebi v prid. Ne moremo govoriti o pravičnosti arbitraže, kajti Hrvatje so se potrudili, da so podkupili evropske politike, na isti način bodo podkupili tudi arbitre. O tem ni dvoma, Hrvatje to znajo, Slovenci tega niti ne razumemo. Na arbitražnem sporazumu, na referendumu je treba biti proti, kajti v nasprotnem primeru bomo izgubili slovensko morje, izgubili bomo Luko Koper, slovensko gospodarstvo na Primorskem se bo zrušilo in posledično bo Slovenija še bolj obubožala, kot smo že obubožani. Vse slovenske vlade od leta 1992 naprej, oziroma pravzaprav že od osamosvojitvene vojne naprej, govorijo o mejnem sporu s Hrvaško, nobena vlada pa ni bila sposobna tega rešiti. To je zaradi tega, ker ne poznajo niti dejstev, niti česarkoli drugega. Nesporno dejstvo je v sporazumu, da se govori o datumu 25.6.1991, da je vse, kar je po tem datumu, neveljavno, vsi pravni akti. To pomeni, da tudi ustanovitev Hrvaške države ni pravni akt, ki bi imel zavezujoče posledice, kajti Hrvaška se je osamosvojila in nastala 8. oktobra istega leta, 1991 torej. Ko se govori o stiku, stik ni prehod, stik je točka. Lahko si predstavljamo vrata in kakšen je naš stik z vrati. S prstom se dotaknemo vrat, to je stik. Če imamo prehod, morajo biti vrata odprta, da gremo lahko skozi njih. To je bistvena razlika. In še marsikaj. Skratka, Hrvatje nas bodo žejne peljali čez vodo in Slovenija bo za vse večne čase izgubila svoj izhod na odprto morje. Kaj pa, če se zgodi, tako kot pravijo Američani in njihova predvidevanja, da bo Evropska unija propadla med leti 2020 in 2025, ko bodo zopet vzpostavljene meje in takrat Slovenija ne bo več imela svojega morja. Mislim, da je edina rešitev mirovna konferenca o sukcesiji Jadranskega morja in o mejnih vprašanjih. Tam lahko mednarodna skupnost določi vse, kar je prav. Arbitražni sporazum pa mora pasti, torej na volitvah obkrožite proti.